V Kopru dvoboj med domačimi nogometaši in Celjani, 6 tekem zapored Koper že ni premagal nogometašev Celja, ki pa so tokrat igrali precej oslabljeni, kajti manjkalo je kar nekaj nogometašev. Prva akcija tekme za domače igralce, to je bila že priložnost v drugi minuti in izjemna podaja pred vrata Gabriča, Štromajer pa je nekoliko zgrešil vrata. Še enkrat je podal Gabrič, tokrat je z glavo nekoliko previsoko meril Vekič, ki je zatresel le zunanji del mreže. Nato kombinacija Kopra, nekoliko previsoko je meril Štulac in pa podaja Dediča iz kota. Še enkrat je meril Štulac nekoliko mimo vrat. Še ena kombinacija nogometašev Celja, do priložnosti je prišel Sani, ki je streljal direktno v roke vratarja Kahline. Potem pa eden izmed pomembnejših dogodkov prvega polčasa in dvoboja. Štromajer je bil pri žogi izjemno neprevidno, pa je štartal Žiga Kovs, ki je prejel za tale štart direktni rdeči karton in do konca prvega polčasa so nogometaši Celja ostali samo z 10 nogometaši. Prosti udarec za Koper, tole je bila priložnost za domače nogometaše, žoga pred vrata in gol v mreži kotnika. Podal je Štulac, najspretnejši pred vrati pa je bil Albanec Memola, ki je zabil še drugi gol v letošnjem prvenstvu in popeljal Koper do prednosti 1:0. Do konca prvega dela še velika priložnost za Štromajerja, dobro je meril, ampak kotnik je žogo uspel odbiti. V drugem delu kar pestro, Koper je imel igralca več in poskušal držati prednost, Celjani pa so bili nevarni, najprej prek Sanija, ki je zgrešil vrata nogometašev Kopra, potem strel Esteveša z leve, obramba Kahline in žoga na koncu izbita v kot. Vendarle pa Celjani do zadetka, tole je že kombinacija, ki je prinesla izid 1:1, sam je streljal, spremo pa je žogo pospravil mrežo in tale odbitek poslal za hrbet Kahline za izenačenje na 1:1. Prvi gol sprejema v letošnjem prvenstvu v 69. minuti. Le 3 minute kasneje pa hladen tuš na Bonifiki, žoga pred vrata, Sani pa je dosegel zadetek za 1:2. Drugi gol šele v letošnjem prvenstvu, lani je bil odličen, blestel je, letos pa ni bil v formi, nekaj časa poškodovan in takole je vendarle dosegel drugi gol v celjskem dresu v letošnjem prvenstvu. Na koncu še lepa priložnost Štulca, ki pa je zgrešil, Celjani so zmagali po velikem preobratu v drugem polčasu z 2:1. Ja, izgleda, da nam je bilo še težje, ker smo šli v drugi polčas z igralcem več in z golom prednosti, mogoče smo se malo preveč sprostili in namesto, da bi še bolj stisnili gor, smo se mi malo zaprli in po naših napakah smo pol tako prejeli 2 gola, ne. Ja, res lahko rečemo, ne samo velika, veličastna zmaga. Mislim, da smo res pokazali eno veliko srce na igrišču, pravi karakter, da smo v drugem polčasu z 10 igralci dosegli 2 zadetka. Jaz sem med polčasom fantom dejal, da morajo verjeti v to, da lahko ne samo izenačimo, ampak tudi zmagamo. Nekako smo si dali roke, med polčasom rekli, da zmoremo in res so fantje pokazali drugi polčas. Moram izpostaviti Sanija. Moram reči, da se mu moram javno opravičiti, ker sem ga nekako v zadnjem času zapostavljal. Danes je pa res pokazal svojo kvaliteto in ko je Sani na takšnem nivoju, lahko tudi Celje zmaguje in to smo danes pokazali.